in potem posnamemo pesem, stari jaz potem malo zahet zapojem. In je tako za nič, da se z mojo skregava na smrt, da en dan nagovoriva. Ker pravi, vidite, ni sram, a to už dal ven. Več ali manj z Urško Majdič Umo. Živijo, ste se vmes vklopili. Jaz sem tukaj z Viljem Resnikom, enim in edinim. Ga ni drugega, čeprav včasih malo podvomimo, če še kakšen glede na to, da ima toliko energije. Da ima kakšen klon, tam okoli, koliko 5 špilov na dan. Točno to, se zadnji si me sprašvala prav o tem in prvo sem mislil, da me hecaš. Mislim, kaj je to zdaj? Se veš, da ono to? Ja, pa sem pa štekel, da je nekaj tukaj mal špikanja, ampak dobro, pazi, jaz se te znam takoj obrniti nazaj, ker sem že navajen na take situacije, tako da ne, sem vesel. Evo, spet smo skupaj. Mislim, da sem bil pred leta nazaj, sem bil tukaj tudi nekaj podobnega. No? Ja, takrat, ko še ni bilo tako aktualno, te podcasti, ne vem koga, zdaj to se, kaj je že to. Ja. Čeprav, zdaj, tukaj imamo oddajo Več ali manj, ki je zelo super kratka in je tako narejena, da jaz povem eno številko in potem rečeva več ali manj kot toliko krat. Ok, stara. Če moram pa začeti razmišljati, sem pa mrtev, zato ker ne, brez skrbi. V mojem življenju je tako na liniji najmanjšega odpora, nič ne vem. Zdaj, kaj to reče? Zato, tako se zaščitil z rokami. Ja, ne, brez skrbi. Nič ne bo tazga, vse bo ok. Imaš res za sabo res bogato kariero in tudi pred sabo, kot kaže si zelo v dobri formi, ne? Ja, zaenkrat. Moram reči, tudi sam sebe presegam. V bistvu nisem verjel, da lahko toliko zdržim. No? In da vsi ti moji prijatelji, ki se ukvarjajo z muziko, oziroma ki delajo določene stvari, pravi, preveč je, to boš izdahnil enkrat. In se zavedam tega in delam na tem, da to bom probal zmanjšati. Čeprav eni pravijo, da ni temu tako, da v bistvu nekdo, ki je rad v pogonu, mu to še dodaja novo energijo. Mogoče pa tudi to res. Ja, pazi, na koncu je tako, vsi me sprašujejo, zdaj se hvalim, ampak nočem izpadati, da bi se hvalil. Predvsem pa pravi, vidi, kako vzdržuješ tako postavo in toliko energije. Ne vem, verjetno je tudi to vzrok. No, ne vem, nisem mojster. Skozi je akcija, skozi je napetost, skozi je stres, kar ni dobro, pa vendar, to je življenje. Kaj pa šport, torej vemo kolesarjenje, pa nek lep bazen smo prej videli. Človek mora biti aktiven, čeprav pri teh mojih letih, včasih spomnim, ko sem gledal te stare, koliko so bili zoprni, nič nisem naredili za sebe, pa pri sebi opažam, da mi čedalje teže, moraš pa biti aktiven, ker če ne te res, se na koncu se bo zgodilo tako, po moje. Dokler bom aktiven, bom v redu. Potem se bom pa umiril, me bo pa zvil v trenutku. In ko se sprijazen s tem, lahko da bo tako. No, mislim, tudi glede zdravja, moram reči zaenkrat super, nikoli pa ne vemo, lahko pa v trenutku nastane štala. No, ampak pustimo, pozitivno razmišljamo. Tako. Jaz se spomnim še iz davnih časov, kako je bilo najprej na vsakem kandelabru bil plakat za pop design, kasneje pa Vili Resnik in kamorkoli, katerakoli vas v Sloveniji pozna. Vile! Ja, to Vile! To si doživela. Ja, veš kaj, to tako prek moru, v glavnem, vesel sem, pazi, ne bi si mogel misliti, zdaj je res, če rečem, ko sem začel muziko, sem rekel, kakšno leto bom lahko od muzike, ker sem predvsem zaradi financ nekako rekel, da to je za mene dobro, ker sem v službo dobro, ampak potem se je skazalo, evo, 40 let že delam in živim od muzike in vesel sem. S čim sem si to zaslužil? Velikokrat se vprašam, s čim sem si to zaslužil, da še vedno lahko delam. Res, to se sprašujem sam sebe. V zadnjih 2-3 letih sem pa spoznal, da sam sebe vprašam, kako meni uspe tako prepričati ljudi. Kaj naredim? Ampak to ni nobena igra. Mogoče se postavimo v njihovo kožo, da sem tako kot oni, pa mogoče kdaj kakšno grdo besedo rečem, tako kaj tudi oni rečejo in me vzamejo za svojega. Pa nočem igrati, veš, ker smo različni ljudje in jaz res rečem, ko vidim neke zahteve od nekih glasbenikov, jaz bi jih hrskal v to. Kakšne zahteve, stari, bod vesel, da lahko prideš kaj igrati, da žure ljudi, da pojo tvojo muziko, dio mio, kakšno rdečo preprogo, bele stene, to sadje, to viski, mislim noro, tako da, wow. To je ta čud za ljudi, ki smo ga prej omenjali, tako da zelo sem vesela, da ga imaš in da to tudi v bistvu predajaš naprej pač mlajšim generacijam, da je to pomembno. Hvaležnost tudi, ne? Ja. In zdaj glede solo kariere lahko rečemo, da je tega malo več kot 30 let. A ne? Ja, tako, ja. Ampak dajmo vzeti številko 30 za naše vprašanje več ali manj. Torej, več ali manj kot 30 krat
si pomislil, da bi šel nazaj delati kot zdravstveni tehnik? Večkrat. Ker so te pacienti zelo pogrešali, celo neko peticijo so peticijo so imeli, da se more sonce Vili Resnih vrniti. Oni so mi rekli sonce. Ampak ne, pol nisem mogel, res je podpisoval so in tako naprej. Hotel so, da prijem nazaj. Dobil sem tudi ponudbe za določene ljudi, ki so bili zelo, zelo vplivni in so me vabili v Pariz, da bi bil osebni negovalec in tako naprej. Ampak pač sem rekel, da ne, ker sem bil tukaj navajen in očitno sem bil dovolj pošten in dober do njih, predvsem človek, oni so mi rekli za to sonce in so me imeli radi. To ni bila nobena igra, čeprav sem bil včasih tako zmatran, da sem komaj gledal, ker sem prišel zjutraj ob 6 iz Špila direktno v službo, in potem tistih 120 injekcij dati, verjemi, da je kar naporno, ker moraš biti skoncentriran. Verjamem, ja. Wow. Ampak to je življenje. Ampak to je, moram reči, ena lepših stvari, kar sem jih slišala, da ljudje rečejo, pacienti rečejo sonce enemu človeku. To je pa res veliko vredno. To bi se moral vsak zdravstveni delavec zavedati, ker če pomislim, da te ljudje, ki pridejo v bolnico, ali pa če bi, na primer, jaz prišel kot pacient, stari, kakšna zgodba je za mano, kaj sem mogel doživljati, ko sem zvedel za to diagnozo, kaj je to. To je tako hudo, da se to ljudje ne znajo predstavljati in zdaj bo tam še ena mrka faca, obraz, ki se mu ne da nič. Ne, pomagaj, če lahko. Zato sem pa tudi rekel eno stvar, zdaj bo buta se spadla, ampak jaz sem bil, toliko časa sem bil skoraj 7 let na onkološkem inštitutu, da sem vedel, da bom uspel, ker sem tak človek in na koncu sem si rekel, Vili, toliko dobrega si naredil, to se bo slejko prej uvrnilo in vedno se vrne dobro z dobrim. Tako. Več ali manj kot 30-krat si se izgovoril na glasbeni urnik, da si se izognil kakšni obveznosti. Ja, v tej karieri v 40 letih verjemi, da ampak čeprav se izogibam teh stvarem, ker ni lepo. Se včasih bi res rekel, joj, stari, imam eno stvar, ker ne moram odložiti, ampak veš kaj, vedno izhajam z tega, narediš to enkrat, dvakrat, trikrat in potem ti pride to v kri in kar naenkrat dobiš slab sloves. Tega se pa ne upam narediti. Imam nekoga, pač, ki določene stvari naredi to, jaz rečem, res samo rečem, stari, kapo dol, jaz tega ne upam narediti. Vidiš, to je ta odgovornost. Več ali manj kot 30-krat na mesec greš recimo v fitness ali na kolo ali pa v bazen. Ne. Želel bi si, da bi kaj sem vsak drug dan kaj naredil za sebe, za telo, ampak v zadnjih parih letih je pa to nemogoče. Ta teden sem imel pač srečo, da sem lahko ponedeljek, torek šel na bicikel. Ker to je bilo ono noro, kako to. Ampak ne gre. Nažalost je preveč obveznosti, pa tudi pride nastop. In včasih sem šel na kolo pred nastopom tudi, pa tako naprej, zdaj se tega več ne upam, zaradi samih glasil, zaradi samega telesa, moraš biti vseeno odgovoren in pošten do ljudi. Kateri je pa tvoj najljubši šport, če smo mimogrede? Ja, zdaj v bistvu, zdaj smo tam kolesarstvo, kar gledam in veš kaj, včasih sem rekel, kaj so te neumni ljudje, ki gledajo tisto butasto kolesarstvo. Jaz sem pa toliko odpadel stara, da imam 2 ure na dan, sigurno, če je še tekma, gledam, ker me, ne vem, pa si rečem, ne bom gledal, ker sem odvisen. Ne, ampak na koncu moja prav, točno vem, kje te bom dobila, pred televizijo gledaš ono. Bogi, ja, tako in je hudo je, no, ampak pa trpim zraven. Ful, in je, pa si rečem, Vili, pa čakaj, sam stres na stres, mislim, jaz prav iščem stres, kot zgleda. Ja, zanimivo. Ni dober. O tem se bomo še pogovorili. Ne, ni dober, treba se tudi pač sprostiti. Več ali manj kot 30-krat si slišal vprašanje, ali pogrešaš čase skupine Pop Design? To pa to sem slišal velikrat in vedno sem rekel, jaz osebno lahko samo rečem tako, da to so bili strašno lepi časi, zelo me je prizadelo, ko se je govorilo slabo o teh časih, kao določeni ekipi, ni res. Jaz imam samo lepe spomine in v bistvu sem da sem to doživel, pa to je pravljica. V bistvu sem sanje živel. Pa se to zdaj spade kot neka floskula, ampak res, mi smo bili takrat cari, noro, vse do naše. Pa še mlad sem bil, nor sem bil. In zato sem življenje vzel z veliko, mogoče celo preveliko žlico. Ampak šeflo, tako. In jaz imam samo lepe spomine in hočem, da obstajajo samo lepe spomine. Tudi ljudi konec koncev ne zanima, kaj bo, zakaj bo to tako. Pač, jaz rečem, noro dobro je bilo.
Ja, več ali manj kot 30-krat so te zamenjali za kakšnega drugega slovenskega glasbenika? Ne, to pa ne, zato ker zadnjič sem šel, zanimivo eno stvar. En telefon je bil in je en prijatelj nekaj klical in potem je rekel, ta prijatelj moj je rekel, ti imam še enega zraven, ti bom dal. In ko sem se oglasil, je tako je rekel, Vili Resnik. Ja, noro. Mislim, očitno imam neko špreho in baro glasu tako prepoznano in tudi jaz sem bil, kako starjati? Mislim, sem se poznala, ampak ne, Vili Resnik takoj. In tako da, me poznajo ljudje, tako da ne morejo zamenjati, bi si pa želel včasih, da bi imel kakšnega klona. Da bi lahko namesto mene delal še. Res bi si želel, ker je prenaporno. Sam bi mogel biti dober klon, ne kot neka kopija. Ampak... Veš, to je tako, da bi me vprašala, ko me ljudje vprašajo, ali imate na mesto vas, ker jaz rečem, da ne morem, koga bi vi predlagali? Pa jaz rečem, nobenega, ker jaz se potrudim, vem, kaj bom naredil, kako bom naredil, da bo res dobro. Smo različni. Nekateri vzame pač musko čistko, gremo, se bomo speljali. Ne, ni res. Treba se potruditi. Tako, več ali manj kot 30-krat si rekel, še en koncert, pa potem pa dosti nastopanja. Dovolj. To je težko. Včasih pride res trenutek, ko imaš preveč nastopov in si tako zmatran, da bi rekel, še tole oddelam. To še vedno rečem, pride vikend pa rečeš, dobro je, soboto oddelam, pa bom v nedeljo počival. To ampak potem se je zgodilo tudi celo, da sem imel še vikend frej in ti bom povedal, 14 dni sem bil, ali pa rečem, 10 dni sem bil frej, se bi manjkal. In sem z veseljem šel, ko je pa preveč, ampak to ljudi konec koncev ne zanima. Ti moraš priti da jih zabavaš, da se imamo vsi fino in to je to. Več ali manj kot 30-krat si zaradi kariere zamudil kakšen pomemben družinski dogodek. Ja, lahko. Ampak družina ve, a ne? Družina ve, vendar vse pa jih poslušam za tega in upravičeno. Če ne, tudi že zdaj mi moja reče, Vili, vsi nekam grejo, mi smo doma, kamor ne gremo. Zato mogoče še med tednom, samo onim pač službo, pa je težko in si zmadran. Ampak to je pa ti zdavek, ki ga plačaš, če si uspešen. Se bi lahko konec koncev ne bi bil tako uspešen, pa bi bil doma več časa, ne? Zdaj tukaj je vprašanje, kaj je uspešnost, Zdaj, kaj je to možnost vzeti si frej, prosti čas ali to, da možnost delati? Še vedno imam možnost, da bi si vzel več časa, tako da ne bi bil tako uspešen. Ampak, veš kaj pravijo, stari en rek pravi, kuj železo, dokler je vroče. Zgleda, da pravilijo kar skozi vroče. Več ali manj kot 30-krat si dobil kakšno posebno direktno povabilo oboževalke. Vse je bilo. V življenju, takrat, ko je bilo še drugačen sistem muzike, ni bilo toliko medijev, vem, da sem šel še z mojo bivšo familijo, smo šli enkrat po Čopovi in to je bilo samo vreščanje. In takrat je še moja bivša znorila, a lahko imamo mir, pa sem kamor ne moramo iti. Rekel, stara, zdaj viš, kako je to, če si enkrat zelo popularen, kaj se to zgodi, ampak to je del življenja. In jaz rečem, hvala Bogu, da to obstaja. In, je spet ta hvaležnost. Jaz sem še vedno, zdaj je to drugače, ampak še vedno me poznajo in mogoče smo pa rojeni, oziroma eni bi rekli, pevci ste egoisti in uživate v tej svoji narcisoidnosti oziroma tem, če je to pa vzamem. Jaz sicer še vedno ostajam isti, kot sem bil, ampak dobro, tako je. Še mava, več ali manj kot 30-krat si zakopal bojno sekiro z glasbenimi kolegi? Ja, vedno. Jaz sem tako rekel, jaz z vsakim glasbenikom lahko sodelujem. Vedno. Sem profesionalc. In tudi pred leti so me klicali, če bi šli lahko naprimer skupaj s pop dizajni. Vedno. Seveda z določenimi pač barierami, da vemo, kdo je kdo. Ko je posel, ko nismo na poslu, vsak gre svoje. Jaz vedno, ker to bi bilo najbolj neumno, ker živimo tega, pomeni, je treba vedno delati neke kompromise, a je to grdo, je to lepo, nima veze, ampak ko je posel. In jaz z vsakim lahko igram. Vedno. Pa to se je tudi dokazalo v zadnjem času, v zadnjih letih z Miranom Rutom. Tako, v bistvu, jaz bom rekel, zakaj bi bili, vsi smo v isti župi, zdaj samo pa grdo gledali, to je brez veze, jaz tega sploh ne odobravam. Je boljš sodelovati, ne? Seveda,
Sveda, in zdaj, v bistvu, če sem pošten, je on bolj dober do mene, kot jaz do njega, ker jaz mu še vedno mečkaj ne zaupam, ampak so prijatelji, delamo in dobro delamo in se dobro razumemo in to je to. Okay. Več ali manj kot 30 uspešnic imaš trenutno pripravljenih za snemanje. Ne, demo to. Moram reči, da zdaj glih na jesen pripravljala z Rokom eno novo pesem, pa še ena skrivnost bo zraven, ampak bom raje štih. Lunaček. Ja, Rok Lunaček od Flirtov. Tako da nimam pa toliko spravljeni. Ki pa ne. Mi delamo pesem po pesem in za to pesmijo stojimo, damo vse, kar znamo in ta ekipa, tudi bom rekel s producentom, smo dobra ekipa in res lahko rečem, da smo res dobri, da čutimo, kaj delamo. Pa ne, da bi bila to neka igra, ampak vemo, kaj je treba dati. Nikoli ne pozabimo po eni, zdaj, kaj delamo že 7 let skupaj, smo se ustavili po eni 3., 4. pesmi, ki smo mogli delati, je bila štala. Tako da smo se že ono gledali, sam pri sebi sem pa rekel, vidi, to je konec, to je konec. Ampak potem sem pa dal neko idejo, kako mora izgledati pesem, v trenutku se je obrnilo in delamo in res smo dobra ekipa. Sem ponosen, da lahko delamo skupaj. A lahko že kaj, mogoče za zaključek tukaj ne poveš, kakšno malo zapoješ, malo tizerja? Ne, Rok mi skozi kliče prav, Vili, da boš doma, da pridem k tebi s kitaro, da ti zapojem, tako pa to, se ko stari, počasi bomo, ne vem kakšnem, ampak Rok prav, Vili, verjemi, noro dobro, v redu, jaz potem slišim, pa mi pa tam besedilo kaže, jaz sem pa tak, da zelo površen tip in jaz nič ne vidim. Vem potem pa, da moja pa pogleda besedilo, linijo in pravi, to je to. In potem posnamemo pesem, stari jaz potem malo za hec zapojem in je tako za nič, da se z mojo skregava na smrt, da en dan nagovoriva. Ker pravi, ti ni sram, a to že dal ven? Stara, to je dober. Ni dober. In potem mi pove, kaj bi mogel biti in jaz poslušam. Lepo, da je del ker procesa. Ona je poslušalka in ona ni obremenjena glasbenica in ona mi ve, kako je treba. In ona blazno prav in hvali to pač mojo nizko barvo glasu. Ja, to moškost in prav izhaja z tega. In znam čustva noter dati. Rok to zapiše in to je to. Kaj pa recimo, čisto še to za zaključek, iz 80-ih ali pa iz 90-ih, katere pesmi bi lahko rekel, da so te zaznamovale ali pa kjer so one, ki so ti pa res dokajale? Leta 1997 je bila pesem ena, s katero sem bil na Melodiji Morja in sonca, Ko vrbe jokajo. In vem, da so me klicali z radia Koper, veli, kaj se naredil, so rekel, vem, narobe sem, nekaj sem zasrl, vem, v redu, povedal, ne, veli, pesem. In ta pesem je bila tak hit, da mi takrat sem zahteval, tudi medijem, da se umaknem, ker je bilo skozi sam ta pesem, Ko vrbe jokajo. In zato smo bili potem tudi bogove, ki so dokaj podobni ti pesmi. Ja. In ta pesem je naredila revolucijo in takrat sem v bistvu pa ne bom rekel, ampak takrat sem začel delati lepo solo kariero. Takrat se je začelo. Takrat se je začelo in ja. Kaj pa, ko si bil še mulc, recimo, katera glasba te je, recimo, si dal gor? Striktno, jaz sem bil striktno heavy metalc, melodika lepa, da gre v šesa, pa kitare oštre. Začel sem pa The Purple, bom rekel, Richie Blackmore je bil moj idol, potem sva nekako prišla skoraj štric z Van Halenom, Eddie Van Halen, kitaristom, no pa sem pa pustil kitaro, zdaj pa bom rekel, na koncu mi lahko reče celo šlager pevač, ampak sem slovenski pevec in pojem slovensko muziko, ki ljudem všeč. To je to. A si še vedno kdaj daš kakšen burn? Doma, če bi ljudje bili, bi rekel, mislim, a sem zadet ali koga, ker se tako, je biškaj mes uživam v kitari, pri meni mora kitara, pa fly draw, ker jaz sem rad to malo bolj živo muziko in mi je bilo najlepše bi mi bilo, da bi lahko igral samo muziko, na kateri mi kitare ružle do konca, stari, ker to meni pa bomo Zakaj pa ne, Vili? Ne, zato ker pač zdaj biš, imam familijo in je vse neka odgovornost in moš delati rahle kompromise. Sedaj dajem kitare noter, vendar moš
malo bolj nazaj, če bi pa lahko igral ono, bi pa to delal, ker mi je to, veš kaj, energija. Stari, pa tudi, če sam boben razbija, pa da pa na koncu bobne razbijemo, če mi, stari, lepšega ni. Jaz sem občutek, da nas bo Vili Resnik še presenetil, a ne? Ne, pazi, zdaj sem že skoraj za penzi, mislim, bil v penzi, ampak lej, ne bo šlo tako. Energije ne manjka. To je važno. Mislim, da smo s tem zelo dobro zaključili. Za letošnjo sezono je to zadnja oddaja Več ali manj, tako da, Vili, najlepše hvala za ta obisk. Več ali manj, dragi prijatelji, seveda hvala tudi vam, stara, hvala. Ne povem, to je gospa Majdič, pevka, moja konkurenca, skoraj da, bom rekel, sem že gledal, ki je bila včasih se je vrtela, se kot dio mijo, leto. Porka, motorka. Ja, ker ona je hodila na moje špile in se učila od Resnika, kaj ne smeš, pa kaj smeš. Ne, ja, ker sem imel zelo dober band. Ja, to pa je, ja, se zato tako. Vedno dobre muzičare. Čeprav moram reči, da tudi Vili sem rekel, ta tip pa res zna na odru pritegniti pozornost, zna pet, zna nastopati in ljudje ga imajo radi in to še danes drži. Hotla je reči, Vili Resnik je pa res fuken. To sem hotla reči to, ja. Ok, hvala, Kipca.